Ok, dobrodošli na novem webinarju Razturi na maturi in Sola, kjer rešujemo šolo solo. Danes je na vrsti matematika in z mano je naš profesor za matematiko, Aljaž. Evo ga. In Aljaž vam bo danes objasnil 3 snovi, vsako za en letnik, kjer se ponavadi največ težav pojavlja pri dijakih, oziroma nam tudi dijaki sami sporočate, da so to snovi, ki vam delajo težave. Tako da, evo, Aljaž, po mojem lahko kar zaštartaš prezentacijo. Superca. Pa gremo sam na hitrco malo čez osnove, oziroma za začetek malo pogledati, se pravi, kaj vas čaka danes. Prva stvar, bom jaz na hitrco, kot že veste, povedala, kdo smo mi in kaj počnemo. Potem vas že čaka prva snov za prvi letnik, kjer bo Aljaž razložil absolutne vrednosti. Potem je snov drugega letnika, kjer so ponavadi težave, to so vektorji. In snov za tretji letnik, to je pa trigonometrija. Tako da, evo, zdajle samo na hitrco preletimo. Mene verjetno že poznate iz milijon ostalih webinarjev. Jaz sem Lisa Mislej Vončina in z možem skupaj sva ustanovila Razturi na maturi. Poleg naju in ekipe programerjev je tudi ekipa odličnih profesorjev in profesoric, ki ustvarjajo vsebine, zato da res lahko vi čim bolj razumete snov in imate res dobre razlage na naši platformi. Zdaj, na platformi Razturi na maturi lahko res najdete vse od 1. do 4. letnika, se pravi, je namenjeno čisto vsem dijakom, ne glede na to, ali ste na srednji šoli ali ste na gimnaziji. Na platformi najdete video razlage vse gimnazijske oziroma srednješolske snovi za slovenščino, matematiko in angleščino. Zraven imate pa tudi vaje za ponovitev, stare maturitetne pole z razlagami, webinarje, lahko nam pa pošljete seveda tudi ocene, oziroma lahko nam pošljete svoje eseje, da jih mi ocenimo in vam damo malo feedbacka. Seveda pa se vedno lahko odločite tudi za kakšne dodatne individualne inštrukcije. Do platforme lahko dostopate kjerkoli in kadarkoli, kar je super, da pač niste časovno omejeni in si res lahko v svojem tempu ustvarite oziroma splanirate učenje. Tako. Tukaj je še par slik, da vidite, kako izgleda recimo znotraj platforme. To je ene par poglavij iz matematike. Pri matematiki mislim, da imamo zaenkrat res največ poglavij, ker so tudi malo bolj obsežna kot ostala. Tako da tega je res ogromno. In pod vsakim poglavjem, tako kot tukaj vidite, imate torej video razlage, vaje, zapiske, webinarje in vse, kar potrebujete za uspešno učenje. Evo. Tako, zdaj pa bi jaz kar besedo predala Aljažu, da vam malo objasne tele težavne snovi. Jaz sem prepričana, oziroma že iz izkušenj vemo, da Aljaž res super razlaga in da vam bo sigurno po tem webinarju ful več jasno, kar se tiče teh snovi. Tako da, evo, Aljaž, izvoli. Super, hvala. Tako ja, moje ime je Aljaž in danes bomo šli čez 3 snovi, tako kot je Lisa povedala ravno prej. Najprej sem za prvi letnik izbral absolutne vrednosti, zaradi tega, ker je to neka snov, ki potem sploh na maturi se dijaki sploh ne spomnijo, kako se rešuje neke enačbe z absolutnimi vrednostmi. V drugem letniku se spoznate z vektorji in vektorji so v bistvu nek nov način mišljenja in zato ponavadi vam dijakom dela malo težav. In pa za tretji letnik sem pa izbral trigonometrijo, zaradi tega, ker bi rad razložil, od kje sploh pridejo kotne funkcije, da si lažje tudi pomagate pri razumevanju snovi. In torej, kot sem povedal, bomo šli čez težavne snovi. In če bi pa imeli še kakšnokoli vprašanje, lahko pa vedno pišete na Instagram ali pa TikTok ali pa na mail od Razturi na maturi in vam bomo na vprašanje odgovorili. In zdaj prvo poglavje so absolutne vrednosti. In da se lahko začnemo pogovarjati o absolutnih vrednostih in kako jih obravnavamo,
moramo najprej ponoviti, kaj so sploh enačbe in neenačbe. In enačbe so preprosto samo enakost nekih dveh izrazov. In rešitev enačbe so vse vrednosti neznank, vse take vrednosti neznank, da bodo te dve enakosti veljale. Pri neenačbah je zelo podobno, edina razlika je, da dobimo neke neenačaje. Torej, da je manjše ali enako, ali pa večje ali enako. In to enačbo rešimo tako, da jo preoblikujemo v neko ekvivalentno enačbo in tale ekvivalentna enačba je lažja in lažje vidimo ven rešitev. To je bilo zelo strokovno zdaj povedano, ampak vsi znate rešavati te enačbe. Kaj bi recimo tukaj naredili? Najprej bi dali x-e neznanke na eno stran, vse števila na drugo stran. In kako to naredimo? Teli enačbi bi odšteli x in bi pa še tudi odšteli štirico. In tako bi dobili neko ekvivalentno enačbo. Ekvivalentno pomeni, da ima tale spodnja enačba enako rešitev kakor zgornja in bi tole enačbo lahko poenostavili. Na koncu, ko pridemo čisto do rezultatov, smo to enačbo poenostavili do tega, da smo lahko izrazili x in tako lahko direktno priberemo rešitev te zgornje enačbe. In ker se pogovarjamo o absolutnih vrednostih, moramo tudi ponoviti, kaj so sploh absolutna vrednost. Tukaj, kjer imam zapisano definicijo, piše, da je absolutna vrednost nekega realnega ali pa kompleksnega števila in njegova razdalja od številskega izhodišča na premici oziroma kompleksni ravnini. Torej, recimo, če imamo neko realno število. Torej, imamo neko realno premico z nekim izhodiščem, na njej so pa števila. In recimo absolutna vrednost števila -2 nam meri razdaljo od števila -2 pa do ničle. In tale razdalja je recimo 2. Če bi imeli pa razdaljo od enke, bi pa merili tole razdaljo, ki je tukaj prisotna in je pa 1. In to je en način, kako lahko gledamo na absolutno vrednost. Verjetno pa vas je veliko od vas razumeli absolutno vrednost, da preprosto, če se noter pojavi minus, pride ven iz absolutne vrednosti brez minusa. In to je tudi taka definicija v bistvu zapisana v tej enačbi, ki pravi kaj? Če je vrednost v absolutni vrednosti večja od nič, je pač preprosto ven dobimo enako vrednost. Kot primer, če imamo noter neko pozitivno vrednost, pač preprosto pride ven enaka pozitivna vrednost. Če pa je znotraj absolutne vrednosti neko število manjše od nič, recimo tukaj, da bi bilo -3, pride pa ven neko negativno število. Oziroma ne pride ven neko negativno število, ampak moramo temu številu dodati nek negativni predznak. Torej, bi tukaj dobili minus iz tega negativnega predznaka in pa število, ki se notri nahaja, -3. In ker imamo obe dva minusa, bi dobili ven ravno tako trojko. In zaradi tega se pač zgodi, da če noter pride neko negativno število, je rezultat pozitivno število. In zdaj je pač vprašanje, kako pa rešujemo neke enačbe ali pa neenačbe, če imamo noter nek x, ki se nahaja znotraj absolutnih vrednosti. In seveda pri reševanju moramo upoštevati tele dve možnosti. Kaj, če je tale x večji od nič, oziroma kaj, če je tale x manjši od nič. Zdaj, če še na en način tole ponazorim. Mi se moramo vprašati, kaj, če je tale x -2 večje od nič in kaj se zgodi, če je x -2 manjše od nič. In tako bomo dobili ven dve rešitvi. Kot primer, tukaj bomo dobili dve pravilni rešitvi, če je tale x -2, če je enak 5, ali pa če je enak -5. Zaradi tega, ker če imamo prisotno absolutno vrednost, če bo bila vrednost x -2 5, bomo dobili res rezultat 5. In tudi pravilen rezultat se bo pojavil, če bomo imeli negativno vrednost. Se pravi, če imamo tukaj noter -5, bomo imeli tudi pravilni rezultat, kakor nam enačba narekuje. In
te absolutne vrednosti se mi vedno zdi najboljše prikazati, kako jih rečujemo na nekem primeru. In zdaj bom jaz rešil tale primer. Če bi radi sami rešili, lahko komot ustavite ta webinar. Zdaj bom pa jaz se lotil tole rešavati. In še enkrat, da se spomnim na definicijo absolutne vrednosti. To pomeni, da če je x večje ali pa enako od nič, pač se nam tale vrednost ohrani. Če pa tale vrednost slučajna negativna, se pravi manjša od nič, pa dobimo negativno vrednost. In tele dve opcije moramo tukaj zdaj preveriti. Torej, tale izraz je v absolutni vrednosti in moramo dva primera narediti. Prvi primer. Moramo pogledati, kaj če je tale vrednost znotraj absolutne vrednosti, kaj če je tale vrednost večja ali pa enaka od nič. Torej, tukaj tale prvi primer gledamo. Kdaj se to zgodi? Ja, to se zgodi, če je x večji ali pa enak dvojici. In če tole vse skupaj velja, pomeni, da tale absolutna vrednost se kar izniči, pač nič ne naredimo s tem izrazom. Torej, rešujemo sledečo enačbo. X minus 2 je enako 5. In zdaj tole, če damo dvojko na drugo stran, dobimo rezultat, da je x enako 7. Torej, to pomeni, da če se zgodi tale prva možnost, da je znotraj absolutne vrednosti neko pozitivno število, potem je naš rezultat 7. Druga opcija pa je, kaj če je tale x minus 2 manjši od nič. V tem primeru se to zgodi, ko je x manjši od dvojke in v tem primeru moramo pa upoštevati tale drugo lastnost, da se pri našem izrazu v absolutni vrednosti, da se pojavi negativno število. Torej, moramo tale minus upoštevati v naši enačbi. Torej, bomo dobili minus x minus 2 je enako 5. In zdaj pa preprosto moramo rešiti še tale enačbo. Torej, dobimo minus x plus 2 je enako 5. Zdaj lahko damo dvojko na drugo stran. Dobimo minus x je 5 minus 2. Dobimo minus x je 3. In na koncu, da je x enako minus 3. In zdaj smo tukaj obravnavali obe dve možnosti. Kaj? Najprej smo obravnavali, če je tale izraz znotraj pozitiven. V tem primeru je ena rešitev, če je x enak 7. V drugem primeru, kaj če je tale izraz negativen, je pa rešitev noter minus 3. Zdaj, tale primer se lahko malo bolj zakomplicira, ker imamo lahko neko enačbo, kjer dobimo dve absolutni vrednosti, kjer se neznanka nahaja. In v tem primeru se ravno tako moramo obravnavati, kaj če je tale pozitiven ali pa negativen in kaj če je tale pozitiven ali pa negativen. Ampak tukaj se lahko pa več različnih kombinacij zgodi. Torej, ta prvi je lahko pozitiven ali pa negativen. In prav tako je lahko tale druga absolutna vrednost je lahko pozitivna, lahko je pa negativna. In tako dobimo 4 različne kombinacije, ki se lahko zgodijo. Lahko sta oba dva pozitivna, lahko sta oba dva negativna, ali pa eden negativen in pa drugi pozitiven. In mi moramo ravno obravnavati vse tele 4 oziroma 3 različne kombinacije. In kako to naredimo? Najlažji sistem je, da si v tem primeru, ker imamo obe dve absolutne vrednosti, da si narišemo dve premice in pač pogledamo, kdaj so tele absolutne vrednosti pozitivne in kdaj so negativne. Za tale prvo enačbo bomo risali na tale prvo premico. Torej, x minus 2, kdaj je to pozitivno? Ja, to je pozitivno, ko je x večje ali pa enako od dvojke. Lahko narišemo dvojico. Za tale spodnjo enačbo bomo pa pogledali, kdaj je x plus 8 večje ali pa enako od nič. To se zgodi takrat, ko je x večje ali pa enako od minus 8. Tako še tale minus 8 tukaj narišemo. In če potegnemo tukaj dve črte, dobimo zdaj 3 območja.
če za to prvega narišemo, a je pozitiven ali pa negativen. Torej, če je x večji od 2, bi bil tale naš izraz pozitiven. Sicer bomo dobili pa negativno. Pri drugem, pa če je večji od -8, bo bil pozitiven, sicer bo bil pa negativen. In tako smo zdaj dobili 3 različna območja. V tem prvem območju sta oba dva negativna, v drugem sta en negativen pa en pozitiven in v zadnjem sta pa oba dva pozitivna. In vsa ta območja moramo obravnavati. In zdaj lahko gremo ta območja pogledati. Prvo območje, recimo tale bo bil prvo območje, tale bo bil drugo in tale bo bil tretji. Prvi območje je, to je tale območje, kjer je x manjši od -8. Torej, to so zdaj vsi x-i, ki grejo do -8. V tem primeru vemo, da sta obe dve absolutne vrednosti negativne. Torej, moramo tole upoštevati v naši enačbi. Moramo narediti, da je prvi je negativen, torej -x minus 2. In zdaj še tukaj, da namesto tega plusa, moramo negirati izraz in dobimo x plus 8 je enako 10. In zdaj preprosto rešimo ta enačbo. Dobimo -x plus 2, -x minus 8 je enako 10 in dobimo tukaj -2x minus 6 je enako 10. Če damo -6 na drugo stran, dobimo 16 in dobimo, da je x enak -8. In zdaj tukaj je pa en problem. Mi smo rekli, da zdaj bomo reševali enačbo za vse x-e, ki so manjši od -8. Ampak rezultat je pa ravno -8. In ker tukaj nimamo enačaja, tale -8 ne more biti v naši rešitvi. Torej, v tem primeru tale enačba nima rešitev. Drugi primer. V drugem primeru gledamo tale notranje območje. Tukaj. Torej, to velja za vse x-e, ki so na intervalu od vključno z -8 pa do 2. V tem primeru velja, da je tale x minus 2 izraz negativen, lahko to zapišemo v enačbi, x minus 2, ampak tale drugi izraz je pozitiven. Nam pa ni treba nič narediti. Enako 10. Zdaj lahko to spet rešimo, ampak ko tole tukaj rešimo, dobimo tukaj -x plus 2, da dobimo plus x plus 8 enako 10. X-i se nam pokrajšajo, tukaj dobimo potem 10 je enako 10. Torej, iz tega primera vidimo, da zdaj ni važno za katerikoli x, ki ga ustavim izmed -8 pa med 2, bo za vsak ta x bo naša enačba bila pravilna. Zato, ker smo tukaj dobili 10 je enako 10 in to je vedno prav, ne glede na kateri x iz tega pogoja uporabimo. Zadnji primer je pa kaj, če sta obe dva izraza pozitivna. To se zgodi pa takrat, ko je x večje ali pa enako od 2. Dobimo pa sledečo enačbo. Torej, ohranimo vse pluse, torej x minus 2 plus x plus 8 je enako 10. Na levi strani dobimo 2x plus 6 je enako 10. Dobimo, da je 2x je enako 4, torej x je ravno 2. In tukaj je pa tole zdaj pravilni rezultat, zaradi tega, ker je vključen v te naše meje. Torej še za ponovitev, če imamo dve absolutne vrednosti, moramo obravnavati, kaj, če sta obe dve negativni in kaj, če je mogoče ena negativna pa ena pozitivna, ali pa kaj se naredi, če sta obe dve pozitivne. In najprej smo pogledali, kateri so sploh tele intervali, kjer sta obe dve negativni oziroma obe dve pozitivni ali pa vmes. In potem smo iz teh intervalov posebej rešili vsaka enačba glede na te pogoje, ki smo jih tukaj narisali. In še zadnja stvar je pa še treba vprašati, a se sploh kaj spremeni, če obravnavamo neenačbe. Tole lahko tudi probate še sami rešiti. Jaz se bom zdaj rešil in
v bistvu se nič ne spremeni. Spet moramo obravnavati, kaj se zgodi v prvem primeru, če je x minus 2 večji ali pa enako nič, in v drugem primeru, kaj se zgodi, če je x minus 2 manjši od nič. Spet kot prej, tole velja, če je x večji ali pa enako od 2, in v tem primeru je tale absolutna vrednost preprosto pozitivna. Torej dobimo x minus 2, samo prepišemo enačbo, je manjši od 10. Torej to zavelja, da x je manjši od 12. Ampak tukaj je pa zdaj pomembno, da smo dobili pa dva pogoja. Mi smo rešili tale enačbo za vse x-e, ki so večji od 2. Rešitev enačbe smo dobili pa, da velja za vse x-e, ki so manjši od 12. Tako da moramo tele dva pogoja združiti in je pač rešitev tele enačbe je takrat, ko je x element, torej mora biti večji ali pa enak dvojici in pa mora biti manjši od 12. Zelo podobno je tudi še v drugem primeru, kjer pa je manjši od nič, če je x manjši od 2. V tem primeru moramo seveda tukaj upoštevati, da imamo minus. In dobimo, da dobimo minus x plus 2 je manjši od 10. Minus x je manjši od 8. In sedaj, ker tukaj pomnožimo z minus 1, ne pozabite, da se tale neenakost ravno obrne, da je x večji od minus 8. In spet moramo upoštevati obe dva pogoja. Torej, prvi pogoj je, za katere x sploh rešujemo ta enačbo, drugi pogoj je pa dejanska rešitev te enačbe. In ko jih skupaj združimo, dobimo, da je x je element, gremo od minus 8 pa do 2. Takole. In tako smo šli čez tele prvo snov absolutnih vrednosti, kjer smo pogledali, kako obravnavamo enačbo, glede na to, a je vrednost v absolutni vrednosti pozitivna ali pa negativna. In druga snov, ki bomo pogledali, so pa vektori. Vektori, ki jih spoznate, je kar naenkrat neka nova snov, niso več samo neke enačbe, pa neko računanje, ampak kar naenkrat imamo pa neke puščice. In vektori so usmerjene količine, ki jih ponazorimo z usmerjenimi daljicami. To je zelo formalno povedano, ampak praktično vektori so neke puščice. In kaj nam puščice povejo? V prvem primeru nam povejo smer, torej če drugače postavim te puščice, nam kažejo različno smer, ampak s puščicami lahko ponazorimo pa tudi še velikost. Če imamo dve puščici, ki kažejo v isto smer in ena večja od druge, potem recimo vemo pač, da je tale večja in lahko tako ponazorimo neko večjo količino. Kot primer, recimo, kjer se tole uporablja, imam tukaj sliko, temu se reče vektorsko polje, in tukaj imamo veliko različnih puščic, ki se nahajajo in predstavljajo smer in pa v bistvu hitrost oziroma velikost vodnih tokov v morju. In kako je tukaj zdaj predstavljeno? Recimo, tukaj je dol, kjer je zelo svetlo, kjer je skoraj belo, imamo neke zelo mičkane puščice. In to pač pomeni, da tukaj tok vode ni močan. Medtem tukaj, kjer je pa rdeče, imamo pa neke velike usmerjene puščice in je tukaj pomeni, da je tok zelo močan, zraven pa še vemo, v kateri smer se premika. In tako lahko zelo preprosto z vektorji opišemo neko količino. Mogoče še drug primer, bi lahko na zelo podoben principu opisali vetrove, ki se pač grejo čez recimo Slovenijo. Ker bi bila puščica večja, bi pomenilo, da bolj piha, in pa še sama usmerjenost te puščice bi pomenila, v katero smer piha veter. Zdaj, v srednji šoli pa pač ponavadi vektorje spoznamo v neki ravnini. In rečemo, da nek vektor je se pravi neka usmerjena daljica med A in pa B-jem, usmerjena je zaradi tega, ker ima na koncu puščico. A je začetna točka, B je končna točka, na ta premici
kjer je pa ta daljica, se reče pa še nosilka. In najprej moramo sploh vedeti, ali kdaj sta dva vektorja enaka. Tako sem prej omenil, vektorji nam povejo smer in pa nam povejo še velikost. In to sta edini dve lastnosti, ki vektorji lahko opišejo. In to pač pomeni, da če imamo dva vektorja, ki sta enako usmerjena in sta enako dolga, potem sta ista. Torej, tole tukaj pomeni, da recimo tale vektor pa tale vektor sta enako usmerjena, enako dolga, torej pomeni, da sta v bistvu enaka. Medtem ko pa recimo tale vektor nista enaka, ker sta različno usmerjena, tele dva vektorja tudi nista enaka, ker je en daljši. Tale drugi vektor je pa v bistvu usporeden, je enako dolg, ampak je pa ravno obratno usmerjen in tudi zaradi tega ni isti. In zdaj, tale vektor, vsak vektor lahko prestavimo tudi na koordinatno izhodišče. In če je pač usporeden, je tule še zmeraj enak vektor, ki ga ta vektor predstavlja. In zaradi tega lahko mi tudi vsak vektor opišemo z neko točko, z neko koordinato. Tukaj je recimo en primer. Imamo neko točko A, ki ima pač dva koordinata, in tele točki lahko priredimo nek vektor, ki gre iz izhodišča pa do tele naše točke. In tale vektor lahko označimo, da je tule recimo tukaj označen kakor krajevni vektor od tele točke A, in označimo ga kar s koordinata x, y. In tako pomeni, da lahko s temi dvemi koordinati lahko opišemo vsak tak vektor, ki ima tale dolžine in pa imamo pač tak kot, ki se tukaj nahaja. In to pomeni, da je to isti vektor, kakor pa če ga bi usporedno premaknili in pa bi bil enako dolg. Torej, v tem primeru na približno so tele dva vektorja enaka. In to nam omogoča, da lahko vektorje seštevamo ali pa odštevamo, množimo, lahko s temi koordinati, se pravi, da delamo kakor s koordinati, lahko pa delamo grafično, da dejansko gledamo vektorje in jih skupaj seštevamo. In prva operacija, ki bomo pogledali, je množenje s skalarjem. In množenje s skalarjem je pomembno zaradi tega, ker lahko s tem spremenimo usmerjenost vektorja pa njegovo velikost. In najprej, kaj je sploh velikost vektorja? Je preprosto. Če je kratek vektor, je njegova velikost majhna, če je dolg vektor, je njegova velikost večja. Torej, velikost vektorja je preprosto dolžina tega vektorja, dolžina te daljice med dvemi točkami. In če mi nek vektor pomnožimo z nekim skalarjem, recimo v tem primeru imamo nek vektor A, če ga pomnožimo z 2a, to pač preprosto pomeni, da se vektor za dvakrat podaljša. Če bi mi množili s 3a, bi se še za enkrat toliko podaljšal. Edina razlika pa je, če tale vektor pomnožimo z nekim negativnim številom. Pri tem lahko tudi spremenimo njegovo velikost, ampak spremenimo pa tudi njegovo usmerjenost, ki je ravno obratna prvotnemu vektorju. Torej, množenje s skalarjem tako izgleda grafično, kako pa to naredimo računsko, če poznamo koordinate vektorja, pa naredimo preprosto to, da tale vrednost tega skalarja množimo z vsako komponento. Kot primer, recimo, da imamo nek vektor, ki ima koordinate 2 pa 4. Če zdaj hočem računati vrednost vektorja b, če ga pomnožim s skalarjem 4, to preprosto pomeni, da dam 2 krat 4, pa še 4 krat 4 in dobim za rezultat vektor 8, 16. Naslednja stvar, ki jo pa lahko z vektorji počnemo, jih pa seštevamo. In računsko je to čisto preprosta operacija. Preprosto pomeni, da po istih komponentah jih skupaj seštejemo dva vektorja. Torej, tukaj smo sešteli obe dve x komponenti, tukaj obe dve y komponenti in tukaj obe dve z komponenti. Za primer, recimo, da imamo en vektor 1, 1, drugi je pa vektor je pa minus 1, 2. Torej, če jih moramo sešteti tele dva vektorja, preprosto izračunamo
1 plus tale druga vrednost minus 1 in pa še tele dve vrednosti 1 plus 2 in dobimo za rezultat 1 minus 1 je nič, druga je pa 3. In tako smo zdaj sešteli dva vektorja. Grafično pa lahko to naredimo na dva načina. Tale prvi način je, da naredimo to s pomočjo vzporednic oziroma s pomočjo paralelograma. Torej, imamo dva vektorja, imamo nek vektor B, imamo nek vektor A in zdaj jih hočemo skupaj sešteti. Tale vektor B lahko premaknemo v izhodišče A-ja, torej, ker smo ga vzporedno premaknili, tole sta identična vektorja, imate enak pomen. In kaj zdaj naredimo? Naredimo eno vzporednico A-ja, ki gre skozi vrh B-ja. Naredimo vzporednico B-ja, ki gre skozi konec A-ja. In ker se tele dve vzporednici sekata, dobimo ravno seštevek vektorja A plus B. Meni osebno je tale način dosti bolj težak za početi, sploh če imate recimo za seštevati več vektorjev. In mi mogoče tale drugi način bolj pri srcu. In je čisto preprosto. Ok, moramo sešteti dva vektorja. Kaj to pač pomeni? Je nič. Začnemo, kjer se A začne in pač potujemo prek A-ja, da pridemo do konca A-ja. Torej, zdaj smo šli po A-ju in zdaj pa moramo samo še po B-ju iti. Kaj to pomeni? Kjer smo končali z A-jem, pač preprosto B premaknemo sem in potujemo še po B-ju. Pridemo do neke ciljne točke in kjer smo začeli in kjer smo pač končali, smo dobili nov vektor, ki sešteje te dva vektorja. Recimo kot za primer, če imamo nek trikotnik in imamo tri vektorje, tukaj bo bil A, tukaj bo bil B in pa tukaj bo bil C. Če bi mogli s paralelogramskim pravilom tole izračunati, bi se zelo zamudili. V tem primeru pa preprosto začnemo. Ok, začnemo v A-ju, potujemo do konca A-ja, ok, moramo prišteti B, potujemo po B-ju in na koncu še potujemo do C-ju in vidimo, da smo v bistvu prišli na isto izhodišče, kakor je prej. Torej, če je bilo prej izhodišče 1,1, bi bil tudi zdaj tule rezultat 1,1, ker smo prišli na isto izhodišče. Naslednja stvar, ki jo pa lahko naredimo, je pa odštevanje dveh vektorjev. Računsko je tole spet čisto preprosto. Prej smo po komponentah seštevali, zdaj bomo pa po komponentah odštevali. Torej, vzamemo to prve dve vrednosti iz prve dimenzije, jih med seboj odštejemo, iz druge dimenzije, pa iz tretje dimenzije. Grafično se pa spremeni samo ena stvar. Torej, če imam dva vektorja in jih odštevam, lahko tale operacijo zapišem tudi s pomočjo seštevanja. Torej, lahko imamo A vektor plus negativni vektor B-ja. In kaj je tale negativni vektor B-ja? Tale vektor negativni smo v bistvu množili z minus 1. In to pomeni, da smo ravno spremenili orientacijo vektorja minus B. In potem lahko na enak način izračunamo kakor seštevanje, tudi v grafičnem smislu. Tale negativni B predstavimo v izhodišče A-ja, ga narišemo dol in po paralelogramskem pravilu naredimo dve vzporednici in dobimo A minus B. Po tisti drugi tehniki bi pa preprosto začeli v A-ju, šli do konca A-ja, potem morate iti pa še po negativnem B-ju. Ja, negativni B gleda pa ravno tukaj ali dol, potujete po negativnem B-ju, da pridete do konca in zdaj imate začetek, imate konec in imate tale odštevanje dveh vektorjev. Tako, to so tele osnovne operacije. Med vektorji poznamo pa tudi še en prav posebni produkt, ki se imenuje skalarni produkt. In najprej bi tukaj samo pogledali, kako se to naredi, če poznamo koordinate dveh vektorjev. To se pač preprosto naredi na tak način, da po komponentah množimo vse te vrednosti, nato pa pač tele vrednosti seštejemo. Torej, rezultat mora biti neko število in ne nek nov vektor. Ampak
kako je sploh definiran tale skalarni produkt. Skalarni produkt je definiran kakor dolžina tega prvega vektorja, v tem primeru A, krat pravokotna projekcija vektorja B na A. In kaj je sploh pravokotna projekcija vektorja? To pomeni, da imamo dva vektorja in pravokotna projekcija vektorja B na vektor A pomeni preprosto, da postavimo se tale izhodišče, naredimo pravokotnico na A in kamor pristanemo, dobimo nov vektor, ki je pa pravokotna projekcija vektorja B na vektor A. In seveda, tale pravokotna projekcija je odvisna od dolžine tega B-ja, če bi bil tale B daljši, bi bil tudi tale pravokotna projekcija daljša, in pa seveda odvisna od tega kota, ki ga imata vektor B in pa A. Če bi bil tale B takole gor postavljen, bi bila tudi tale pravokotna projekcija krajša. In tu se vidi ravno tele formul, da lahko tale pravokotna projekcija izračunamo na tak način, da pomnožimo z dolžino B-ja, ki vpliva, in pa še s kosinom tega kota, ki je med njima. In iz tega skalarnega produkta lahko je zelo pomembna operacija, ker lahko takoj vidimo, pod kakšnim kotom sta dva vektorja. Recimo, če imamo skalarni produkt dveh vektorjev, če se samo prepišem formula, lahko preprosto preoblikujemo, da poiščemo kot med dvema vektorjema. Torej, tole damo na drugo stran in dobimo, da je kosinus kota med vektorjema enako kot skalarni produkt vektorja A pa B, deljeno dolžina A krat dolžina B. Ampak vedno pa lahko še ene dve lastnosti direkt preberemo iz tega skalarnega produkta. Recimo, če dobimo nek skalarni produkt, ki je enako nič, kaj to pomeni? Ok, torej pomeni, da se je tukaj moglo nekaj zmnožiti v nič. Torej, lahko je bil A nič, lahko je bil B dolžine nič, ampak če imamo nek vektor, pa če dolžine nič, to je samo točka, tole ni vektor. Torej, tale ni mogel biti nič, tale ni mogel biti nič, ok, kosinus je bil enak ničli. Ampak, zdaj pa je kosinus enak nič, to se zgodi pa ravno takrat, ko je tale kot med vektorjema pravi kot, je ravno 90 stopinj. Torej, če je skalarni produkt enako nič, to pomeni, da sta vektorja A pa B sta med seboj pravokotna. To lahko tudi opazimo tukaj dol na slikci, ker tukaj imamo dva vektorja A pa B, ki sta med seboj pravokotna in preprosto pravokotna projekcija bi preslikali tale B tukaj dol, tale točka. In točka pa nima nobene dolžine, zaradi tega je pač preprosto nič. In to je to, kar sem hotel vam od vektorjev povedati. Torej, šli smo čez osnovne lastnosti vektorja, ki se uporabljajo, to, da je pomembna predvsem njihova dolžina in pa smer, in pa še čez te glavne operacije. Za zadnjo snov sem pa zabral trigonometrijo, kjer bi pa vas ne toliko šel čez naloge, ampak bi vam rad predvsem predstavil, od kje sploh pridejo kotne funkcije, da se boste lahko nekako intuitivno predstavljali in si pomagali pri reševanju nalog. In od kje sploh pridejo kotne funkcije? Ideja je, a lahko neka vrednost v pravokotnem trikotniku izrazimo samo v odvisnosti od kota. Torej, kaj to pomeni? Pač mi imamo tukaj kotne funkcije in samo v odvisnosti od tega kota alfa je različna vrednost sinusa. Torej, tukaj ni važno, ali imamo, koliko je dolžina te hipotenuze ali pa nasprotne katete, važno je samo, koliko je tale vrednost našega kota. In kako to lahko naredimo? Če bi tukaj narisali še dodatne podobne trikotnike. Torej, podobne trikotnike lahko dobim tako, da podaljšam tele dve kateti, pa dobim en podobni trikotnik, lahko naredim tukaj še enega in pa še enega. In pri teh podobnih trikotnikih je važno tudi, da so vse tele stranice v točno določenih razmerjih.
Kar pomeni, da če bi recimo delil ta stranico deljeno ta stranica, bi bilo tole enako razmerje, kot recimo ta stranica deljeno tale celotna stranica. In tukaj sem zdaj videl, ok, razmerje dveh stranic je vedno enako, ne glede na to, koliko velik je tale pravokotni trikotnik. Edino važno je, kakšen je tale kot. Seveda, če je tale kot večji, imam drugačno razmerje, ker je pač tale stranica in tale stranica sta v različnem razmerju. In zaradi tega tudi na tak način definiramo kotne funkcije, da so odvisne samo od kota. In imamo zdaj več teh različnih razmerij. Sinus dobimo na tak način, da vzamemo nasprotno kateto deljeno hipotenuzo. Za kosinus vzamemo priležno kateto deljeno hipotenuzo, za tangens pa kotangens se pa ukvarjamo samo z nasprotno pa priležno kateto. Tangens je nasprotna kateta deljena priležna, kotangens je pa ravno obratno kakor tangens. In super, ok, odtle pridejo kotne funkcije, edino en problem imamo. Tale kot je lahko samo ostri kot. Torej, recimo, lahko narišem, da bi bil tale alfa enak 0 stopinj. Lahko probamo narediti nek pravokotni trikotnik, ampak zelo težko tukaj narediti alfa 0 stopinj, ker mora tukaj biti še ena stranica in pač ne moramo narisati tak pravokotni trikotnik. Prav tako, ko pa če tale alfa pravi kot, potem bi naš trikotnik mogel imeti tukaj pravi kot v tele alfi. Okay? Ampak pravi kot imam pa tudi tukaj na drugi stranici. Zdaj pa ne morem več narisati nekega trikotnika in tudi ne moramo vedeti, koliko je sinus ali pa kosinus tega kota. Ampak, če vi vtipkate v kalkulator ali pa ko rišete kosinus sinus, vi veste, da je recimo sinus 0 stopinj, da je 0, pa da je sinus 90 stopinj, da je 1. In zdaj je vprašanje, od kje pa potem to pride. In ideja je, da tako definicijo iz pravokotnega trikotnika razširimo v enotsko krožnico. In kar najprej sploh enotska krožnica. Enotska krožnica je pač preprosto neka krožnica, kjer je polmer ravno 1. To je to. In kaj zdaj lahko tukaj naredimo? Imamo našo krožnico, si izberemo neko točko, ki ima koordinate x pa y in lahko narišemo en pravokotni trikotnik. Tukaj imamo eno stranico, tukaj imamo eno stranico in dolžina hipotenuze je ravno 1, ker je tole polmer enotske krožnice. Potem imamo pa še tele dve dolžini. Tale spodnja dolžina je ravno x koordinata, tale zgornja je pa ravno y. To je direkt, recimo, če imate neko točko, 1, 1, kako je narišete? Reste 1 po x-u, da upoštevate ta komponento in pa 1 gor, da pridete po y. In zaradi tega tukaj tole ravno dolžina x, tukaj pa ravno y. In zdaj imamo tukaj nek pravokotni trikotnik, pa se lahko preprosto vprašamo, recimo, kaj pa potem je kosinus tegale kota. Ok. Kar moramo narediti je priležna deljena hipotenuza. Hipotenuza je pa ravno dolžine 1. Torej je tule enako x. Ok, da smo tukaj ven dobili, da kosinus je ravno x. Ok, to pomeni, da če imamo tale točko xy, lahko zapišemo, da je tale prva komponenta v bistvu kosinus tegale kota. X, to je v bistvu kosinus. Lahko pa pogledamo še tudi sinus. Pa spet moramo dati pa nasprotna kateta, deljena hipotenuza. Ok, spet hipotenuza je ravno 1. Dobimo y. Torej, sinus tega kota je ravno y. Ok, zdaj smo tukaj v bistvu tale točka, imamo v bistvu tale x pa y, sta v bistvu vrednosti sinusa pa kosinusa za tale kot, ki ga tale točka tukaj dobi. In zdaj nismo naredili nič drugače, kot je prej v pravokotnem trikotniku. Edina razlika pa je, kaj pa če dam tale točko, zdaj izberem tlele sem, recimo, to bila pa neka druga točka.
spet lahko naredim nek pravokotni trikotnik in lahko bi na identični način, kakor prej, tole vse tukaj izpeljal. In kaj bi spet dobili? Ja, tale je ta spodnja vrednost, se pravi x, tole je v bistvu kosinus nekega kota, tega kota, tole je v bistvu sinus tega kota, bi tukaj dobili enako. Bi dobili kosinus, tukaj bi dobili pa sinus. Ampak katerega kota? Bi dobili pa tega celega kota, recimo alfa. In tako smo zdaj lahko kar naenkrat dobili, koliko je vrednost sinusa, se pravi tale dolžina, koliko je tole dolžina, oziroma tale y koordinata tele točke, smo ravno ugotovili, koliko je vrednost tega sinusa za nek kot, ki pa ni več oster, ampak je že topi kot. Podobno za kosinus, vrednost tega kosinusa je tale dolžina, kjer opozarjam, da tale dolžina je negativna, ker smo na negativni strani tega koordinatnega sistema in smo tudi dobili njegovo vrednost, ki se noter pojavlja. In to lahko vedno naredimo za katerokoli točko. Recimo za tale točko lahko naredimo pravokotni trikotnik na tak način. In spet tale dolžina je ravno sinus tega celotnega kroga, ki se tukaj nahaja, to je ravno beta recimo, in pa tale dolžina tukaj je pa v bistvu kosinus tele bete. In od tukaj pridejo kotne funkcije. In od tukaj tudi pridejo, zakaj so kdaj, pač vrednosti, zakaj je kdaj kosinus pozitiven in zakaj je kdaj negativen. Recimo, zakaj je tukaj le pozitiven? Ja, recimo, to pomeni, da imamo neko kot, ki je oster, recimo tale točka. V tem primeru je kosinus tale dolžina. In tale dolžina je tukaj od nič, je v pozitivno smer usmerjen, zato je pozitiven. In enako, recimo za tale točko, ki smo jo tukaj narisali, imamo kosinus ravno tako na pozitivni strani. Mislim, da bi bilo pozitivno. Če gremo pa na drugo stran, imamo pa recimo tale vrednost, ki je pa negativna. In zaradi tega sta pa tele dva negativna. Podobno pri sinusu, če smo na zgornji polobli, je tale sinus obrnjen navzgor, sta pozitivna. Če bi imeli pa neko točko tukaj dol, bi bil pa sinus navzdol obrnjen. Bi bil zaradi tega od spod negativen. In od tukaj pridejo te kotne funkcije in upam, da bo tudi vam pomagal če boste recimo reševali pretvorbe med različnimi kvadranti ali pa pri enačbah, upam, da vam bo ta razlaga pomagala. In za konec bi vam rad sem še predstavil te pomembne formule, ki si jih morate zapomniti iz trigonometrije. Najprej je tale zveza med sinusom, kosinusom pa tangensom. Torej lahko tangens izražimo s pomočjo sinusa pa kosinusa. Kotangens je vedno ravno obrnjen tangens, zato so tukaj ravno obrnjena. In pa najbolj pomembna formula je pa v bistvu tale Pitagorov izrek na nek način. Torej, tukaj imamo na kvadrat, potem damo tudi tukaj na kvadrat. In od kje to pride tale izrek? Lahko pogledamo nazaj v našo krožnico. Tale dolžina je ravno 1. Ta dolžina je sinus. Ta dolžina smo rekli, da je kosinus. In to je pa pač pravokotni trikotnik. Torej, kaj mora veljati? Ja, Pitagorov izrek mora veljati, da je tale sinus na kvadrat plus tale kosinus na kvadrat. Mora biti ravno naša hipotenuza, 1 na kvadrat. In tukaj pride tale formula. In tale formula je najbolj pomembna, ker vam pove, da če veste en sinus, lahko preprosto kosinus ven izraste. Torej, recimo, če bi poznali sinus, lahko komot kosinus zapišete kakor plus minus pod korenom 1 minus sinus na kvadrat. Torej, če samo preoblikujete tole enačbo, da izrazite kosinus, lahko ga komot ven dobite. Pomembna sta tudi še adicijska izreka, ki nam povesta, kako izračunati, če tukaj dva kota seštevamo, ali pa recimo, če bi bilo 30 stopinj plus x. In tukaj bi vas rad opozoril, da pri kosinusu se predznaki se ravno zamenjajo. Torej, če je bilo tukaj plus, bi bilo tukaj minus, kar se zelo rado pozabi. In pa še pomembni, dve praktični formuli sta pa še za dvojne kote.
In tukaj bi pa vam rad pokazal, kaj narediti, če se slučajno pozabite formula za recimo sinus dvojnega kota. Tele formule za adicijski izreki so vedno recimo tudi na maturitetnih polah in si lahko preprosto pomagate. Okay. Imamo sinus dvojnega kota in mi ne vemo, kako to, kakšna je formula. Ampak sej, kaj pa je v bistvu sinus 2 alfa? Ja, to je enako, kakor sinus alfa plus alfa. Zdaj, ko imamo alfa plus alfa, lahko pa sinusni izrek uporabimo. Kako ga zdaj izračunamo? Najprej mu vzamemo sinus tega prvega kota, sinus prvi je alfa, krat kosinus drugega kota, gledamo krat kosinus drugega kota, ki je pa tako alfa, plus ravno še obratno obrnjeno. Tukaj bi potem dobili kosinus alfa prvega, krat sinus drugega. In ker sta tele dva enaka, ki dobimo ven, lahko se štejemo sinus alfa, krat kosinus alfa, kar je pa ravno tale formula, ki je tukaj zapisana. In enako si lahko tudi pomagate še za kosinus. In to je to za tale webinar. Upam, da ste se kaj naučili. Upam sploh za tale trigonometrija, da vam tale razlaga pomaga pri naprejšnjih nalogah, pa da ste predvsem mogoče videli, kje se vektorji uporabljajo, da niso samo neke puščice, ampak zelo uporabna stvar. In če imate kakšnekoli vprašanja, lahko nam pošljete na Instagram, na TikTok, ali pa tudi napišete na mail, ki se nahaja na naši internetni strani. Super. Aljaž, najlepša hvala. Jaz sem zdaj malo ponovila matematiko zraven in definitivno so bile to zelo uporabne razlage. In jaz mislim, da bo sigurno dijakom pomagali pri učenju oziroma pri osvajanju nove snovi. Tako da super, najlepša hvala. Še en webinar nas čaka, še angleščino imamo za obdelati, tudi za slovenščino webinar si lahko pogledate, tako da dobrodošli. Ciao! Ja.